Pozdravljeni, mi smo Matija Linka, Lev Špička in Jaka Zupac in danes vam bomo predstavili naš inovacijski projekt ponovno oživitev didaktičnega kompleta Lego Mindstorms ter novo pametne kocke. Torej, naš problem je na šoli, da imamo zastarele RCX komplete. Cena je previsoka, zato se učenci moramo učiti programirati na zastarelih napravah. Večinoma pa imamo tudi take računalnike, ki niso kompatibilni z starejšimi različicami. Tukaj je primerjava Lego Mindstorms RCX-a in EV3-a. Na eBayu stane rabljen RCX okrog $85 in podpira pa programsko opremo Windows 7 z 32-bitni Windows 7 ter Windows XP ali starejša. Lego Mindstorms EV3 pa stane $350, podpira pa Windows Vista ali novejše, ter deluje tudi na Appleovih Mac OS 10.6. Torej, sprva smo morali narediti naš digitalni 3D model, uporabili smo program SketchUp, uporabljali smo brezplačno verzijo SketchUp Make, kasneje smo z programom Slicerjem pripravili model na 3D tiskanje. Za razširitev smo uporabili Solid Inspector 2, s katerimi smo poiskali napake na modelu, in STL Import and Export, s katerimi smo lahko model izvozili v STL format. Kot sem že omenil, smo za to, da smo pripravili model na tiskanje, uporabili program Slicer. To je brezplačen program, ki STL model pretvori v G-code, katero prinesem na 3D tiskalnik. Kaj sploh je 3D tisk? Postopek izdelave 3D modelov iz digitalnega 3D modela je več načinov za 3D tiskanje. Mi smo uporabili takšen način, kjer se več plasti plastike nanaša. Vsak 3D tiskalnik ima 3 prostorske osi, kot vidite tam na sliki. Extruder, torej ogrevalna glava, in tiskalna postelja. Je več materialov za 3D tiskanje. Mi vam bomo pisali samo 2 najbolj uporabljena. To sta PLA in ABS. PLA je eden izmed največkrat uporabljenih materialov. Je izdelanje na osnovi obnovljivih virov koruzhnega škroba in sladkornega trsa, je razgradljiv in se ga lahko reciklira. ABS pa je alternativa materialu PLA. Odporjene na udarce pri visoki temperaturi se ne zbledi ali zmehča. Nažalost pa ta material ni okolju prijazen, saj je narejen na osnovi nafte. Oba materiala pa sta plastiki. Torej, da bi izdelali novo pametno kocko za učenje robotike, smo seveda potrebovali mikrokrmilnik oziroma računalnik, ki bi izvajal računske operacije in tako poganjal našo novo pametno kocko. Zastavili smo si naslednje kriterije. Ta naš mikrokrmilnik mora imeti dovolj majhne dimenzije, da spada znotraj našega novega modela pametne kocke. Mora imeti tudi dovolj izhodov ter vhodov, da lahko upravlja z zunanjimi komponentami, kot so senzori ter motorji in tudi ekran. Več o tem kasneje in mora tudi delovati na 9 voltnih napetosti. Odločili smo se za tale Arduino Nano, ki je mikrokrmilnik nepokritne organizacije Arduino, ki proizvaja tudi mikrokrmilnike ter programsko opremo za njih in tudi razširitve za nove mikrokrmilnike. No, za ta mikrokrmilnik pa smo se odločili, ker je zelo kompakten, je približno v velikosti palca, ter ima kar 14 digitalnih izhodov ter 8 digitalnih vhodov, od katerih se jih lahko 6 uporablja kot digitalni izhodi. Kot sem že prej omenil, Arduino izdeluje tudi programsko opremo. Na desni lahko vidite Arduino IDE, ki je urejevalnik teksta, na katerega lahko pišemo svoj program in ga naložimo na naše Arduino-te. Lahko pa ga tudi uporabljamo kot serijski umestnik z ukazno vrstico, tako da lahko komunicira ta računalnik ter naš mikrokontroler. In program v njemu pa se piše v programskem jeziku C++. Da bo naša nova pametna kocka kompatibilna z starejšimi motorji in senzori, smo oblikovali posebne priključke, kot jih vidite tukaj, na katere se lahko ti motorji ter senzori priključijo. Priključek za senzorje je bilo oblikovati kar lahko, saj smo na en konec priključili napetost, na drugi konec pa analogni pin, s katerega smo lahko potem odčitali vrednost senzorja.
Pri motorjih se je malenko zakompliciralo, saj smo morali priključiti hamostove, tako da lahko motor vrtimo v obeh smerih ter z določeno močjo. Na kocko smo potem tudi dali zaslon, ki omogoča boljšo interakcijo osebe z novo pametno kocko, ter Bluetooth modul za brezžično nalaganje skriptov na naš nov mikrokrmilnik. Na desni imamo tudi diagram poteka, kako deluje naša pametna kocka. Na vrhu lahko vidimo, da ko začenemo kocko, se na začetku inicializira zaslon ter definira funkcije ter knjižnice, ki jih uporabljamo v našem projektu. To pomeni, da se vse skupaj pripravi na našo uporabo. Nato se na zaslonu izpiše besedilo, pritisni tipko in ko pritisnemo tipko, poleg zaslona se izvede program, ki smo ga naredili. Po končanem programu, oziroma že med izvajanjem programa se na zaslonu izpisuje izvajan program in ko ponovno stisnemo tipko, se, kot vidite na tej puščici, program setira in lahko ga uporabljamo znova ter znova. Za napajanje pa smo uporabili 6 AA baterij, torej smo imeli 9 V napajanja. Seveda, ker osnovnošolci še nismo tako seznanjeni z programskimi jeziki, kot so C++, smo potrebovali programsko okolje, v katerem lahko programiramo z grafičnim programskim jezikom. Takšen je na primer M-Block, v katerem lahko pišemo program v grafičnem programskem jeziku Scratch in se na to tukaj prevaja v C++. No, ker Scratch ne podpira naše nove pametne kocke, smo se odločili za izdelavo razširitve za Scratch. Pisali pa smo jo v tekstovnem zapisu JSON in tako naredili 6 novih blokov, s katerimi lahko bolje krmimo naš novi RCX. Tukaj je skoraj blok Launch Legorino, tako smo poimenovali našo novo pametno kocko, v kateri, kot sem že prej omenil, se definira vse funkcije in se pripravi zaslon. Potem imamo 3 bloke za motorje. Prvi zažene določen motor v določeni smeri z določeno močjo. Naslednji je podoben temu drugemu, samo da se motor vrti za določeno število sekund. Nato je pa še 4. blok, ki ustavi določen motor. Potem še imamo, kot tukaj vidite, 2 bloka za motorje. Prvi vrne boolean vrednost, torej če imamo naprej neko tipalo, nam vrnilo, ali je tipalo pritisnjeno ali je nepritisnjeno. Za drugi blok pa vrne integer vrednost, torej če imamo naprimer ultrazvočni senzor, nam vrne, kako blizu je nek objekt do tega senzorja. Torej, to je vse, če imate mogoče še kakšno vprašanje. Ok, potem pa hvala za vašo pozornost.